50-letnica sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi gasilci. Infrastruktura športno-rekreacijskega centra Trate v Gornji Radgoni bogatejša za 2 pridobitvi. Telovadnico na prostem in streho na tribuni. V nadaljevanju našega programa televizije AS vam, cenjene gledalke in gledalci, v oddaji Dogodki ponujamo reportažna zapisa minulih dogajanj v deželi ob Muri. Veselimo se vaše družbe. Minuli konec tedna so v Rogašovcih proslavili 50-letnico sodelovanja med gasilci iz Slovenije in Avstrije. Hkrati je to bila tudi priložnost za praznovanje 20-letnice delovanja Gasilske zveze Rogašovci. V Rogašovcih je bilo minuli konec tedna za gasilce še posebej slovesno. Proslavili so namreč dolgoletno sodelovanje z gasilci iz sosednje Avstrije, ob tem pa so proslavili tudi 20 let delovanja Gasilske zveze Rogašovci. Ob tej priložnosti so pripravili posebno slovesnost, na kateri je zbrane pozdravil tudi poveljnik Gasilske zveze Rogašovci. Kot je povedal, so gasilci močni in složni ter podirajo meje tam, kjer jih drugi ne morejo. Izpostavijo tudi dobro sodelovanje s sosednjimi gasilci, s katerimi se izpopolnjujejo in si medsebojno pomagajo. Danes slavimo v Gasilski zvezi Rogašovci. Slavimo v pravem pomenu besede. 20 let delovanja Gasilske zveze Rogašovci in 50 let sodelovanja med gasilci iz Slovenije in Avstrije. Prav vesel sem, da ste se v tako velikem številu odzvali našemu vabilu, da praznujete in se poveselite danes z nami. Ta 2 jubileja ne slavimo skupaj slučajno. Saj smo pred 20 leti prav tukaj pri nas proslavili 30 let sodelovanja z vami gasilci iz okraja Jennersdorf. Tudi z veliko mednarodno gasilsko vajo na najvišji vrh Pomurja. In teh zadnjih 20 let je bila prav Gasilska zveza Rogašovci nosilec sodelovanja na slovenski strani med gasilci iz Slovenije in Avstrije. Čez en mesec bo natanko 50 let, ko je bil 9. novembra 1969 podpisan sporazum med gasilskim okrajem Murska Sobota iz Slovenije in okrajem Jennersdorf iz dežele Gradiščanske. S tem je bila premagana v pravem gasilskem duhu ena skoraj nepremagljiva državna meja med 2 družbenima sistemoma. Gasilce in ostale zbrane je nagovoril tudi župan občine Rogašovci Edvard Mihalič, ki je izpostavil nekaj pomembnih menikov v zgodovini medsosedskega sodelovanja med gasilci. Kot je povedal, so vrste gasilcev številne, oprema odlična, tudi izurjeni so odlično, kar je vidno na vajah, ki jih imajo. Kot je še izpostavil, so vedno pripravljeni pomagati, ko je to potrebno, hkrati pa je spomnil na začetke 50 let trajajočega sodelovanja. Hladna vojna je bila na višku, železna zavesa skoraj da neprebojna, berlinski zid še zelo trden, Varšavski pakt je s tanki okupiral Češko in pomendral njihovo pomlad. V Jugoslaviji je komunistična oblast trdno roko urejala odnose med republikami in pokrajinami in dosegala navidezno slogo in enotnost. In v takšnih razmerah so gasilci v Jugoslaviji našli toliko poguma, da so se združili z gasilci v Avstriji. Mislim, da tistim, ki so še živi, pa so bili tako daljnovidni in pogumni, da si zaslužijo en velik aplavz. Jugoslavije ni več, živimo v samostojni Sloveniji. Gasilstvo je od takrat do danes doseglo nesluteni razcvet. Slavnostni govornik na prireditvi, s kateri so obeležili visok jubilej sodelovanja med gasilci iz Pomurja in Gradiščanske, je bil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije magister Dejan Židan. Kot je poudaril, biti gasilec ali gasilka ni le poklic, je poslanstvo. Dodal je, da se gasilci dokazujejo s solidarnostjo, človečnostjo, povezanostjo, sočutjem in dobrosrčnostjo ter so nepogrešljivi prinašalci omenjenih vrednot, ki so v sodobni družbi vse bolj redke. Povedal je še, da so gasilci tudi dokaz, kaj je mogoče, če za skupen cilj in skupno dobro stopimo skupaj. Pri tem je izpostavil nekaj dogodkov, v katerih se je sodelovanje med avstrijskimi in slovenskimi gasilci res dobro izkazalo. Vedno sem namreč z veseljem udeležim dogodkov, kot je današnji, saj predstavljajo poklon sodelovanju, tovarištvu in tudi solidarnosti. Slovenke in Slovenci gojimo do gasilstva posebno naklonjenost. Dokaz tega so številke, saj kažejo, da imamo v Sloveniji preko 120 gasilskih zvez, ki vključujejo več kot
5300 gasilskih društev, ki imajo več kot 160 000 gasilk in gasilcev. Gasilstvo ima torej pri nas bogato tradicijo, na katero smo in na katero tudi moramo biti ponosni. Letos obeležujemo kar nekaj pomembnih slovesnosti za slovensko gasilstvo. Nekaj tednov nazaj smo v Metliki počastili 150. obletnico gasilstva v Sloveniji, 70. obletnico Gasilske zveze Slovenije in 50. obletnico Gasilskega slovenskega muzeja. In to, kar je prav tako zelo pomembno, danes častimo polstoletno sodelovanje med slovenskimi in avstrijskimi gasilci. Mednarodno sodelovanje na področju gasilstva je izjemno pomembno. Izmenjujejo se izkušnje in dobre prakse, spoznavajo se nova orodja in nova oprema. Seznanjamo se z novimi pristopi pri reševanju, gašenju, usposabljanju in načrtovanju preventivnih ukrepov. Tisto, kar pa je najpomembnejše, krepijo se prijateljstva, krepi se zaupanje in možnost za medsebojno sodelovanje. Pomoči, ki presega meddržavne meje, smo bili v Sloveniji že večkrat deležni. Dovolite, da omenim leto 2014, ko smo bili deležni največjega žledoloma v zgodovini Slovenije. Takrat ste nam avstrijski gasilci med prvimi priskočili na pomoč. Zato smo vam iskreno hvaležni. Na slovesni prireditvi so podelili tudi priložnostna odlikovanja avstrijskim gasilcem, sta jih podelila podpredsednik Gasilske zveze Slovenije in predsednik Gasilskega regijskega sveta za Pomurje tovariš Milan Antolin ter poveljnik Pomurskega regijskega sveta in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije tovariš Dušan Utruša. Slovenskim gasilcem sta priložnostna odlikovanja podelila regijski poveljnik Franc Kopf in poveljnik Mihael Gomboc. Gasilci iz sosednje Avstrije so Gasilski zvezi Rogašovci podelili še posebno priznanje. Športu, rekreaciji in kakovostnemu preživljanju prostega časa sta namenjeni novi infrastrukturni pridobitvi. Motorični park z vadbenimi postajami in streha na osrednji tribuni v športno-rekreacijskem parku Trate v Gornji Radgoni. Občina Gornja Radgona v tem času praznuje 24. občinski praznik in v sklopu številnih dogodkov so ga počastili tudi v krogu športnikov v športno-rekreacijskem centru Trate. Z otvoritvijo so namenu predali telovadnico na prostem, motorični park z vadbenimi postajami, katerega izgradnja se je pričela v lanskem letu in ga je v celoti financirala občina Gornja Radgona v vrednosti 27 000 evrov. Za opremo so poskrbeli v Kreal inženiringu. Struktura vadbenih postaj pa je izbrana tako, da telovadnico na prostem lahko koristijo tisti najmlajši, kakor tudi starejši. Kaj pomeni ta pridobitev za občanke in občane, je povedal Stanko Rojko, župan občine Gornja Radgona. S tem dobivamo neke urbane vsebine, ki pa jih bomo uživali vsi, tudi tisti, ki živimo na obrobju mesta oziroma širom naše občine. Nenazadnje se sem prihaja iz cele občine. Naš park na Tratah je odprt za vse občane in občanke. Seveda, od najmlajšega do najstarejšega ta zadeva, torej ta telovadnica na prostem je tudi mišljena tako, da lahko sem pride cela družina, torej detki, babice in pa tudi najmlajši in seveda tista generacija, ki še ustvarja, ampak ponavadi je tako, kot sem na začetku povedal. In tu v bistvu kažemo na to, da postajamo vsaj v delu naše občine tudi mestno urbano središče in da gre izkoristiti tudi to večjo koncentracijo ljudi v samem mestnem jedru, ki bodo, jaz verjamem, z veseljem prihajali sem in takrat po
recimo temu napornem delu tukaj užili te sadove narave, ki jih pa na tem delu Trad vendarle je še dovolj, na eni strani reka Mura, pa sicer na drugo stran Avstrija, pa vseeno neposeljen del in pa naš park meji na v bistvu mestni gozd, tudi v občinski lasti. Torej vse skupaj s tem prostorom bo po moji oceni dvignilo kvaliteto življenja v naši občini, zlasti pa v mestu. Kako priti do odločitev, kaj in kakšne športne objekte oziroma kakšne naprave postaviti, pa res je, ni tako enostavno. Tudi sam sem šel v nekaj mestnih okolij, kjer smo si skupaj pogledali tam, kjer kaj že stoji in potem sprejeli odločitve. Tudi kolegi, ki se na tem področju ukvarjajo poklicno, torej proizvajalci te opreme so nam pomagali, zlasti smo malce kukali preko ograj tovarne Elan, ki tudi je eden izmed proizvajalcev te opreme. Moram pa priznati, da sem osebno si vzel čas in sva z direktorjem občinske uprave hodila po Ljubljani. Ljubljana ima kar nekaj takih objektov in tam je padla tudi dokončna ideja, da se v Radgoni to mora zgoditi in res kmalu se potem začelo tudi dogajati. Dolgoletna želja, da bi v športno-rekreacijskem centru Trate v Gornji Radgoni imeli pokrito tribuno, se je udejanjila. Investicija strehe je vredna 146 000 evrov, pri čemer je 30 000 evrov primaknila Nogometna zveza Slovenije, ostali večji delež pa občina Gornja Radgona. Dela so potekala v spomladanskem delu, izvajalec pa je bilo podjetje Knuplež d.o. iz Gornje Velke. Na otvoritvi je Stanko Rojko, župan občine Gornja Radgona, predstavil obe športni infrastrukturni pridobitvi, pa tudi želje in hotenja glede ostalih športnih objektov v občini. Da bi vse to nadgradili tudi z dograditvijo objektov za notranje športne površine, torej z večnamensko športno dvorano pri osnovni šoli Gornja Radgona. To vsebino smo v bistvu že začeli, imamo tudi prvo odločbo o $500 000 nepovratnih sredstev za ta objekt, ki bo v celoti stal kar precej, ampak vseeno po tej poti, kar je po vprašanju športne infrastrukture v samem mestu, ob mestu in občini gremo. Jaz sem vesel te pridobitve. Nogometno zvezo Slovenije je na otvoritvi zastopal njen podpredsednik Danilo Kacjan, ki je ob tem dogodku zbranim povedal. Ste naredili pravo zgodbo, ki je namenjena ne samo nogometu, ampak najmlajšim do najstarejšim. Vsi, ki imajo željo in voljo se gibati, kateri si nima pri tem parku voljo in željo gibati, mislim, da je težko. Mislim pa, da ni večje pridobitve za družbo, če imamo nasmejane ljudi, če imamo zdrave ljudi, in je verjetno največji kapital in ta streha pomeni, v bistvu malenkost, za kaj se mi pogovarjamo. Nogometna zveza Slovenije se je ob tej priložnosti odzvala še s tem, da je Radgončanom zaupala prijateljsko tekmo nogometnih reprezentanc U19, na kateri sta se pomerili Slovenija in Švica. Danilo Kacjan, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, je bil nad celotnim dogajanjem na stadionu navdušen. Jaz sem danes zelo vesel, da sem lahko na takem lepem športnem objektu, kot je tu v Radgoni. Mislim, da se ga nobeden tudi v večjih urbanih mestih ne bi tega sramoval. Res je, da je ta projekt potekal že kar nekaj časa, še pod bivšim županom gospodom Kampušom. Gospod novo izvoljen župan, gospod Rojko, je me posluh za to. Nogometna zveza je prispevala neki delež, zdaj, da bom rekel glih, v kakem znesku točno ne vem. Skratka, nam je interes, da podpiramo take sredine in če danes pogledate tudi v okolje, verjetno je bil vložek več kot upravičen. Če ne bi bila danes tu prijateljska tekma, tu reprezentanc U19 med Slovenijo in Švico in sem prepričan, da Radgona, ki je neposredno meji na sosednjo Avstrijo, Radkersburg, ki tudi imajo lepi športni park, ampak mislim, da ta naš športni park nič ne zaostaja. In predvsem tu v Radgoni se v zadnjem obdobju odvija ogromno reprezentančnih aktivnosti, kar je tudi naš namen. To se pravi, da povezujemo šport tudi koristno z trženjem, ne nazadnje od gostinstva do vsega. In sem prepričan, da vsi ljudje, ki so bilo kaj pripomogli k tem lepem objektu, da si zaslužijo vso priznanje in zahvala. Glede na to, da ste pa pač rekli, da je tudi Nogometna zveza prispevala določen del, sem pa tudi sam zadovoljen, ki tudi prihaja kot predsednik medobčinske Nogometne zveze Murska Sobota, kamor neposredno tudi spada Radgona. To se pravi, da je dokaz, da Nogometna zveza ne vlaga samo v neke velike mesta, ampak tudi manjše, ker v bistvu, če bi samo v velikih, tudi v manjših mestih se igra nogomet, jaz pričakujem, da bo v Radgoni čim več mladih, starih in vsi, ki imajo voljo in željo se rekreirati, obiskalo ta športni center, ne samo ga obiskalo, ampak tudi primerno izkoristilo in bodo naredili za družbo največ.
Obe infrastrukturni pridobitvi dajeta novo podobo športno-rekreacijskemu centru Trate, namenjeni pa sta športu, rekreaciji in kakovostnemu preživljanju prostega časa domačinov. Družno z vami, drage gledalke in gledalci, smo s trdno zasidrano resničnostjo sklenili današnjo oddajo Dogodki. Želim vam še naprej dobrega počutja in prijetne družbe.